Ali si stand-up komik, ali si slam poet, ali pa si band. Ne? Okay. Principi so isti. Nekaj moraš narediti, ne? Da bojo sploh opazili, pa se obrnili, razumeš? Aha, ok. Moraš pritegniti, naprimer. To je taka lekcija, ki je zelo univerzalna za vse odrske nastope. Ne? Ja, ok. Tako da, potem se lahko ful učiš, naprimer, o dinamiki, o ritmu. Ne? Spet, ritem je v stand-upu kar mal XY, ker ti imaš svoj ritem, o katerem govoriš. In zdaj, če ga lepo ful trofiš, pol punchline sploh ne rabi biti tak močen. Pa Samo, a zdaj mi dva že nadaljujemo? Ne, v bistvu ne. Lahko pa, no. Ok, rečemo zdaj. Zato, to so pogovori, ki tudi mene v bistvu ful zanimajo. Pa se mi zdi, da bi pasal lepo v koncepta, ne? Te pa gremo. Ja. Torej, pogovarjala smo se. Ko? O Ajde, tem, 3, 4 zdaj. That never happened. gremo, torej, pogovarjali smo se o tem, da so ene stvari iste v različnih odrskih žanrih. Ne? Torej, ritem ni isti v muziki pa v govorjeni besedi. Ne? Ne. Se pravi, ko se pri repu je podobno. Ne? Pri repu so tudi punchline in on tudi mora nekak ritem držati, seveda, ker je povezan z muziko. Ja, seveda. Ampak pol na koncu je punchline vedno malo drugače, si kdaj to opazil? Malo drugače, ali je takt prej, ali je poudarjen z vokalom, ali kakorkoli. Ja, Nekaj ja. Na podoben način tudi stand-up deluje. Ne? Aha, ok. Se pravi, ti ne moreš kar tako odrecitirati in potem to pač ne gre. Ne? Ja, ok. Na koncu moraš malo punchline zaviti. Lahko ga zaviješ v nekaj, kar je presenečenje, element presenečenja, praviš, ali pa z ritmom. Z ritmom se tudi da. Ne? Ja. Sploh, ko začneš mlet, kak bi rekel, ne? Daš ful dober punchline in po še enega dobrega, pol na tretjega se bo že ful bolj zasmejali, tudi če ne bo tako močen, razumeš? Še upoštevaš ritem, ne? Ja, ok. Kapiraš? Da ritem se pa lahko ti učiš tudi od muzičarjev, ne? Ok. Razumeš? Od reperjev sploh, ker je zelo podobno, ne? Aha, ok, ful zanimiv pogled. Veš, od koga se pa jaz učim, stari? Od publike. Jaz sam publiko gledam, kaj dela, kako se odziva, kaj se dogaja. In na podlagi tega, kaj oni govorijo, kaj oni pravijo, kako se odzivajo, je ful odvisen, kjer komad bo nasleden. A veš, in rečem, fantje, spustimo ta komad, ali pa gremo na naslednjega, ali pa začnem jaz kar enega, ker mislim, da je ta prav, ta manj točen za to. A štekaš? Ja, Na ta način in sam gledam. začutiš, kaj sledi, ne? Oziroma poskušam zracionalizirati, kaj se meni zdi najbolj primerno, da bo najbolj za njih in posledično seveda tudi za mene, ker bom spadal car. Ker bo še bolj skakal, ker prejšnjemu komadu. Ker si trof, ne? Ja, seveda, ne. Pa tudi začutiš, naprimer, tako da imaš ti set nared in je prvi komad je malo bolj udaren, posta dva bolj počasna, pol je balada, naprimer govorim, ne? Ja. In potem so trije ful, ne? Ampak ti na koncu tretjega začutiš, da še ni žurke konc, stari, oni še imajo neki, še imamo neki, tule mi imamo neki, pa oni še hoče. Ja. Kaj boš naredil, balado? Ne boš dal balado. Ne, ni šans, bravo. Vdaro boš po tikvi, ko gre, ne? Pa tudi, če boš mogoče kakšen komad ponovil. Tudi. Jaz sem tudi recimo kdaj že ponovil dvakrat vse, kar si želiš, ali pa krasen dan, brez kakršnega koliko problema, ker to je v bistvu moj brand name na nek način, ne? A veš, in to je moj signature. Ampak to ni slaba stvar, da se te ljudje spomnijo po teh komadih. Recimo Oto Pestner, stari. On ima komad 30 let, ker ga že 50-55 let poje po vseh žurkah, po vseh koncertih, a veš, skozi. In to je nekaj, na kar mora on v bistvu v resnici biti ful ponosen. Ne? In skozi ta komad je seveda speljal tudi vso svojo, bom rekel, kariero. Ali pa, ne vem, bom dal še bolj drastičen primer. Frank Sinatra, My Way. Štekaš, ali pa Metallica, Nothing Else Matters. Pa imajo tak opus, da čist brez veze. Green Day, American Idiot. Ali pa ajde, Basket Case iz prvega obdobja. Ne? In tako naprej. To so stvari, ki v bistvu moraš biti ful ponosen, da so se toliko časa obdržale in zaradi tega nima nobene težave. Ali krasen dan, ali pa vse, kar si želiš ponoviti,
takrat, ki je najbolj pomembno, tako da ni panike. Ne? Ampak ja, čitaš publiko, ne? Ja, seveda. Kao ona hoče, ne? Stand-up je to tako nekako a given, ne? Zaradi tega, ker ko se ti smejo, pol veš, kaj delati naprej. Ja. Pač se publika je tudi tvoj v bistvu bobnar, ne? Aha, ok, dobra. Tako dolgo, ko se oni smejo, tako dolgo ti ne govoriš, ne? Aha, ok. Kapire, če se oni ful zasmejo, neš vmes začel, ne? Čeprav meni je ful cool, to sem opazil prvič, ko sem šel na punk koncert, ne? Punk rock koncert, pardon. Že prej sem poslušal punk rock doma in je bilo tako zakon, ne? Pogreš na koncerti in je samo na energije, ko sem... Ja, to je pretty intense. Jaz sem bil na prvem punk rock koncertu, ko sem bil star 16-17 let. Jaz nisem mogel verjeti. To je bilo overwhelming za mene, ne? Da nisem mogel tega sprocesirati. To sem rekel, a to je punk rock, to sem jaz. Sem se tega malo ustrašil, zato je bilo tako intense, tako je bilo intenzivno. Ne? Mene je tudi bilo, jaz sem ful kasneje sicer šel na prvi punk koncert, ampak mi je tudi to bilo to. Mene je bilo občutek, da bi dal en por mašino v glavo, pa bi ti sem možgane začel vrteti na ful visokih vrtlaj, sem to tega glavi. Ja. In v stand-upu mi je tudi to najbolj všeč. Sam ni vsaka publika zdaj pripravljena iti tako hitro s tabo. Sigurno, ja. Vem, da na Panču letos so bili za akcija, ne? Aha. In je šlo ono in sem sekal, se pravi, oni se še niso nehali smeti, ko sem že z naslednjega sekal. In je tudi, ker je čuka, več kot čuka folka, eni se enkrat zasmejo, eni se druge zasmejo, ti čuješ, kot da se vsi smejo, ne? Ker je toliko folka, ne? Ja. In sem lahko sekal in je bilo tako, Ja, prav. To. Ampak ja, govorila smo o tem, da se lahko učiš iz drugih žanrov, ne? Ja, razumem. Podobnosti. Ja. Si ti kdaj že opazil za to, iz katerega drugega žanra, no, razni iz publike? Bom rekel, ogromno sem se naučil od drugih bendov. Od slovenskih in tujih. Od tujih seveda predvsem po posnetkih, oziroma, ker sem bil kdaj na kakšnem koncertu v tujini, ali pa recimo v Sloveniji od tujega izvajalca, ali pa od slovenskega izvajalca. Reakcije so različne, zaradi tega, ker ljudje imajo ful občutek, da ta bend, ki ga poslušajo, ki je slovenski, da so oni s tem bendom, s tem izvajalcem prijatelji. Se istovetijo z njim. In jih imajo na ti. Pri tujih izvajalcih je pa tako, da so to bogovi. Kar se meni v bistvu ne zdi najbolj pravično, ker mislim, da nekdo kot je Tomi Meglič niti malo manj nadarjen kot ne vem, Bryan Adams. A me razumeš, ne? Ampak pač v Sloveniji smo malo manjši, pa zaradi tega je to potem tako, ne? Ja, da bi pa sprav iz drugih žanrov, tudi mogoče, ampak predvsem moj največji učitelj, kar se tiče nastopa, je bila zmer publika. Zmer, od začetka do konca. Že od mojih čistih začetkov, ker sem čutil, kaj oni hočejo, da jaz naredim in ker sem jaz čutil, kaj oni pričakujejo od mene in kaj je najbolj za njih in za me, da naredim. Zmeraj sem to poslušal, to, kaj ljudje hočejo. Ampak oni itak ne bi prišli na moj nastop, koncert, če oni ne bi hoteli že itak tega, da mene vidijo, slišijo, poslušajo, kakorkoli, ne? In potem, ko jih enkrat imaš, je najboljše, da poslušaš njih, ker hočeš, da se imajo oni maksimalno dobro. Ker če se bojo oni imeli, se boš ti imel še boljš. Simple as that, stari. To je vzajemno. Zelo. Mogoče zato, ker si tako hiter prišel do tega, ne? Da si že imel svojo publiko in potem si se lahko učil od ne. Ja. Medtem ko, če greš po drugi poti, spravi, nimaš publike in je hočeš biti, gledaš pol Omarja, ne? Kaj on dela in zakaj on to dela in kako to on dela, pa zakaj to naredil tak, pa zakaj on tak naredil sred koncerta, ne? In potem si tak, zato njemu stvari deluje, razumeš? Če greš po drugi poti, se potem učiš od takih, ki že to znajo, ki se že, razumeš, učijo od publike. Ja, razumem. Če ti nimaš publike, se nekako ne moreš učiti od publike. V primeru, da tega ne bi imel, jaz mislim, da bi bile samo dve možne opcije. Prva opcija je, da bi v nekem momentu obupal, pa rekel, meni se to ne da, ni vredno, slovenska scena je slaba, to me ne zanima. Ali pa druga varianta, da bi delal,
in bil pristan in iskren, kolikor je to možno, in sam čakal, da enkrat pridem do tega, da jaz naredim publiko s svojo iskrenostjo. Se pravi, v bistvu iz nastopa v nastop, iz špila v špil, iz koncerta v koncert, iz karkoli pač je, zmer sam, čim več nastopati, se učiti, kako biti čim bolj iskren, kako biti čim bolj pristan. To sta najbolj pomembne dve besede v življenju glasbenika, po moje, če me ne vprašaš. Ne? In mislim, da ni bilo še momenta v moderni zgodovini, ki bi bil bolj primeren čas za iskrenost, kot je zdaj. Zaradi tega, ker zdaj taka poplava muzike, taka poplava izvajalcev, vsi 14, 15, 16, 13-letni mulci imajo doma studije, še posebej, če imajo recimo dobro situirane starše. Fotor ti kup opremo za 5 jurjev, če imaš ti znanje, ali pa tudi, če ga nimaš, ti lahko delaš muziko, kakršno hočeš. Danes je to džabe ratal. Znanja ti noben ne more uturiti v glavo, ampak se ga moraš sam naučiti. In znanje je tisto, ki loči nekoga, ki je poseben in ki ima svojo glasbeno identiteto, in nekoga, ki samo dela dober zvok, pa dober sound, pa dobre bite. Stari, tega, ko rečeš, pritisneš na klik in ti špile najjači lup na svetu. Pritisneš gumb, pa ti to štima. Pa dodaš neki pa imaš že muziko. Ampak to ni dosti drugače od tistega, kar smo v bistvu že slišali marsikje, pri marsikomu, marsikje. Znanje je pa tisto, ki ti omogoča, da se tebe loči od vsega tega ostalega, kar smo že slišali. Ne? In do tega sem jaz relativno hitro prišel. In zaradi tega sem tudi hitro obupal, sem rekel, zdaj vidim, kako ta igra gre. Ok, zdaj vem, vidim, da je to zahrbten svet, da je to v bistvu oportunističen svet, to me ne zanima. Narobe, čisto narobe. That's the point. Tukaj sem jaz v bistvu naredil napako. Ne? Ni bila življenjskega pomena, ker zdaj spet delam stvari, ki so pristne in iskrene. In jaz mislim, da bom prišel nazaj na to vejo z bendom in tako naprej. Ker vem, da to zmorem, to znam, to obvladam, to sem delal zadnjih 6, 7, 8 let, stari sem imel skozi koncerte z bendom, skozi, zmer, posod. Pa sem pa zaradi nekaterih okoliščin pač to opustil, ker sem jaz delal vse skupaj brez veze, kot sem ti že omenil. Ne? Ampak mislim, da imam dovolj nekih izkušenj pa znanja, da lahko pridem spet tja, kamor me vleče, in to je bend, in to je, ne bom rekel punk rock, ampak ni to punk rock. Jaz sem še zmeraj nekdo, ki je bil na Evroviziji. In če si na Evroviziji, ne moreš biti punk rock. Če štekaš. Ja. Ker Evrovizija je neka komercialna smer, neka odskočna deska za lokalne frajerje iz raznih držav, večjih in manjših, ki bi se radi tako ali drugače prebili na slovensko sceno. Ne, na svetovno sceno. In je pač neka taka komercialna odskočna deska, s čimer ni sicer nič narobe, ampak nima to v bistvu, bom rekel, neke, v zadnjih letih bom rekel, da je Evrovizija izgubila svojo umetniško identiteto in vrednost. Ampak po drugi strani, zdaj dobro vemo, da grejo Joker out tja. In oni ne bojo odstopali od svojega. In tako tudi jaz recimo ne bi smel. Ne? Jaz priznam, po pravici povem, da jaz recimo od teh fantov ogromno naučim. Mislim, se jih ne vidim veliko, pa ne vidimo se vsak dan, ampak recimo Bojana poznam že 10 let, ga spremljam in mi je zelo zanimiv, kako njegova pot raste, kako gre navzgor. Jaz sem se ogromno naučil od njega, pa 17 let mlajši od mene. Recimo, ne? In to so stvari, ki jih jaz zelo cenim. Ko rečeš znanje, ne? Znanje je tako, pač lahko se naučiš tabelo vseh elementov periodnih na pamet. Ne? To ni znanje, stari. Znanje, to, kar ti govoriš, je bolj občutek. Ne? Občutek za muziko, občutek za tekstopis, za ampak tega se moraš naučiti. Se moraš naučiti, ampak
pravim, ne, da imamo v eni besedi v slovenščini znanje, imamo več različnih pojmov, ne, ki slučajno niso to isti. Pa ja, ne. to pa ja. Ti imaš znanje iz matematike, ne. Sam niti slučajno ne veš znal delati umetnost, ne, delati dansko glasbo. Aha, ja, razumem. Moš vedeti eno stvar, jaz sem tukaj naredil en mini interruption. Muzika je ful matematika. To je ful enega računanja na pamet. Ja, to je res, ampak po občutku, ne. Ne po občutku. Ne. Mislim, ne bi ti rad negiral tukaj, pa te neki, nočem biti pokroviteljski, ker to sovražam, ne. Ti moraš najprej vedeti, kakšni so parametri, kaj moraš narediti, da se bo, ne vem, ne znam ti tega opisati. Ti moraš vedeti, kako se bo melodija stopnjevala od začetka do konca. Moraš računati s tem, kakšno kitico si naredil, ti ne moreš narediti refrena, ki je zdaj ful drugačen, ali pa da bi ful odstopal, razen če je to ful tekstovno pogojeno. In razumeti moraš harmonijo, glede na to, kakšno melodijo boš dal, moraš dati take harmonije in kako lahko s harmonijo te stvari samo še oplemenitaš. In to so, ne znam ti povedati, preveč je tega, da bi ti zdaj v bistvu v parih stavkih povedal, ampak načeloma je to nekaj, kar... A ni to občutek? Ne, ni občutek. Ne. Se ti ne zdi, da je to pač občutek, da veš, kaj ne bo sodilo, pa kaj bo sodilo? Ne, o tem ti govorim, to je znanje. Ti moraš ful vedeti, ful moraš imeti znanja, da lahko upravljaš z občutkom, tako bom povedal. Če me razumeš, kaj ti hočem reči. Ja, razumem. Ampak ti brez znanja ne moreš... Z znanjem, z delom se ti občutek izustriš. To pa ja. No, okej, smo prišla zdaj na zrelo vejo, ja. Ampak ti brez znanja ne moreš sploh priti do občutka. Ti moraš imeti izkušnje. Težko. No, mislim, lahko. Ampak v tem ne bo nobene globine, nobenega presežka, ničesar. Razen v primeru, da obstane otrok, ki so ga vzgajali s tem, da je vse občutil zelo na visoki ravni, ali pa imel naravno dober občutek za vse stvari. In pa vsako stvar, ki jo lahko ima samo potencial za to, da dobi dober občutek. Se strinjam. Se pravi, ima nek talent, ampak brez tega... Ja, ne bo Mick Jagger kar takoj. Ne bo šlo. Bo mogel ogromen delati na tem. Ja, bo mogel ogromen delati. Ma pa, seveda, prosto, te prekinjam tega, tudi ful ne maram. Ful pomembno je to, da si ti izpostavljen okolju, ki ti polaga v zibelko možnost se naučiti stvari, s katerimi potem lahko ti manipuliraš po občutku. Če me štekaš, kva sem zabredel. Ampak jaz upam, da me razumeš, kaj ti hočem povedati. Mislim, da hočeš povedati, da pač je od okolja odvisno, kako se boš ti razvijal, da boš ti ta občutek izostril. Ja. In potem lahko prej dosežeš, ne? Se pravi, prej priješ do nekega nivoja, kjer te ljudje opazijo, kjer dobiš svojo publiko in potem se začenja, po moje, razvijati neka nova tvoja pot, ne, ki ni ono, gremo se učiti akorde, gremo prav zapet, to so melodije, ok, zdaj si se naučil to, ne. To je vse osnova in potem, ko delaš stvari po svoje, tu se potem zgodi, da ti postaneš nekdo, ne? Da ti dobiš svoj zvok, tako skočir, naprimer, ne moreš ga fejkati. Ne gre. Mick Jagger, ne moreš ga fejkati. Tu potem greš ti v nek ta svoj potencial, ampak spet, to, kar smo se prej govorili, občutek, kam iti, pa dobiš skozi delo. Ne? Ampak kaj sem hotel argumentirati, je, da je znanje zelo širok pojem. Ne? Znanje o tem, kako dober komad napisati, pa znanje o tem, ker rastline so strupene. Ne? Ok, razumem. Je ful veliko razlika. Ne? No, jaz bom tako rekel, jaz vem, iz kje izhaja moje, ne bom rekel znanje, ampak v bistvu dober potencial. Jaz sem prišel do dobrih resursov čist po naključju.
Moja mama je fantastična pianistka. Ona igra klavir, ona igra klavir kot profesor. Ona je profesor klavirja. Aha. Ampak ona je čist poseben stil je izoblikovala. Res je dobra, jaz jo občudujem že od rojstva dobesedno in to je tisto naključje, ki sem mu bil izpostavljen. Moja mama je bila učiteljica klavirja v nižji glasbeni šoli. Je pa igrala tudi v raznih predstavah, na raznih banketih, na raznih eventih in tako naprej in je mogla ima veliko klavir vaditi. In ga je veliko vadila in ga je z veseljem in užitkom vadila. Delala je popoldne, ker je učila v glasbeni šoli in seveda je glasbena šola bila popoldne. Jaz pa, ko sem bil star pol leta, 1 leto, 2 leti, 3 leta, preden sem šel v vrtec, sem bil jaz dnevno ure in ure izpostavljen dobri klasični glasbi odlične pianistke, ki je bila takrat moja mati. In je še danes, ne? In jaz sem se skozi okoli klavirja pa okoli njenih nogomotov, ampak ona je po 2, 3, 4, 5 ur na dan igrala klavir in jaz sem bil izpostavljen temu in to je bilo po nekem naključju. Ona ni vedela, da sem jaz glasbeno nadarjen. Ona tega ni mogla vedeti, ker sem bil star 1 leto. Leto pa pol, 2 leti. Tega ni mogla vedeti. Pa ko me je enkrat, ko sem bil star pa recimo 2 leti pa pol, posedla za klavir, ko sem hotel gor, pa mi je zaigrala Čuk se je oženil, la. Pa sem jaz ko gledal in nisem mogel, kva pa je to, ok. In sem začel in sem po točno ta pravih tipkah šel, točno po pravi melodiji, no, sem debel gledala, ni mogla verjeti. Recimo, pa sem bil star 2 leti pa pol. Ampak to zaradi tega, ker sem toliko časa dobival v glasbo dobro, toliko časa dobival v glavo dobro, klasično glasbo, klavir in jaz sem to, in ona je rekla mojemu fotru, le, ker znano, da izagre in sem tam, valjda mi je šla iz najbolj enostavne tonalitete, ki je C-dur. Ampak takrat sem jaz že začel. Si že razumel? Ja, sem razumel, ampak sem v bistvu bil konstantno izpostavljen dobri klavirski glasbi, domači slovenski klavirski glasbi od moje mame. In zaradi tega sem pač jaz, ne vem, pri 7 letih, ko sem šel pač v osnovni šoli v pevski zbor, smo imeli pač audicijo, kdo bo prvi glas in ona mi je rekla in sem jaz zapel in tako naprej. Rekla, Omar, ti boš prvi glas. In jaz sem bil prvi glas celo osnovno šolo. Zaradi tega predznanje, ki je prišel v bistvu čisto po naključju. Moja mama me je učila osnovnih stvari o glasbi, s tem, da je igrala, jaz sem se pa okoli njih nogomotov. In jaz sem bil star 1 leto, 2 leti in ti si takrat kak goba. Ti Piješ si takrat znanje. piješ, ti vse srkaš, do 6 leta ti največ pozrkaš. Ja, takrat je baje ful važno. Ampak, ja, imel si občutek, ki so kak daleč narazen so si toni, ne? Pa si hlas zašpila. Ja. Ok, ja. Dobil si to znanje, ne? Znanje, ki se ti je vsedalo, brez da bi ti dansko bil v šolski klopi, ne? In se znanje učil. Ja, zdaj razumem, kaj si mislil. Kot bi se učil elemente kemijske. Ne? Ampak ja, pač vse, po mojem, vse je občutek, sploh v teh naših odrskih oziroma v umetnosti, vse je občutek v bistvu. Ne? Ja, brez znanja ne gre, ampak vse je občutek. Ja, ok, se strinjam. Ampak si kdaj razmišljal, odkot pridejo ideje? Ker v Sloveniji rečemo, da idejo dobiš. Ideja ti je dana, stari. Ja. Za moje pojme. Je v angleščini you get an idea, ne? Ona kar pride. Pride. Iz življenja, za moje pojme iz življenja. Ok. Sem ti prej povedal. Sem se priključil eni dami, pa sem mi rekel, ne vem, kaj sem ji govoril, ampak ona mi je rekla, kako si ti poseben model. Ja. In sem napisal komad poseben model. A si kdaj razmišljal, a si imel kdaj obdobje, ko nisi dobival idej? Ja. In lahko narediš primer, zakaj si takrat ob tej dami dobil idejo? Nisem jo dobil, dala mi jo je. Ok, dala je, zakaj si ti jo zdaj dala, zakaj pa jo v enem obdobju nisi dobil, ti jo nihče dal? Ker nisem bil motiviran za nič.
Okay. Štekaš, nisem bil motiviran za nič. Sem rekel, v enem obdobju sem rekel, kaj pa jaz lahko še doživim. Imel sem špile pred 10, 20, 30 tisoč glavo publiko, množico. Izdal sem najbolj uspešno ploščo tega leta. Imel sem izkušnjo z najlepšo in najprivlačnejšo punco, ki jih svet sploh premore. Ne sam z eno, a ne. Bil sem na Evroviziji 2-krat. Kaj naj še? In sem zgubil motivacijo. In potem sem ugotovil, da je to totalno napačna ideologija. Takrat, ko si na vrhuncu in takrat, ko ti laufa, takrat moraš še bolj. Takrat moraš sploh začeti, takrat moraš zagrabiti. Takrat moraš v bistvu ne popustiti in dokazati, da si najjači. Če si prišel do tega potenciala in jaz sem takrat naredil to napako, sem rekel, ja, zdaj že vem, zakaj se gre. I get the idea. I'm out. Ne, ker je pretežko, ampak ker se mi ne da, kar je v bistvu zelo slab izgovor. Izgovor, ne? Totalno. Ne da se ti, si se sam rekel, ne? V bistvu je bilo nekaj drugega zadnji, verjetno. Lažje je bilo brez tega, ker ni bilo nobene odgovornosti, ker ni bilo nobene obveznosti. Še zmeraj sem lepo živel, še zmeraj sem bil v bistvu finančno relativno ok situiran, še zmeraj so bili špili, še zmeraj so bili koncerti, še zmeraj je bil interes z ženske strani. Zakaj bom jaz zdaj v to vlagal? Kaj še pa rabiš? Ja, kaj pa še rabiš? Ne? Zakaj bi par bil stvari res zgodi v življenju in si rečeš, oh my God. Ne? Ja, Grki so pravili, ne, da ideje za umetnike prije od muz, ne, se pravi, so imeli. Ampak to ni v redu. Misliš? Zakaj? Ne moreš ti prosperirati zaradi ženske stvari. Se ni, to je bilo božanstvo, ne? A? To je bilo božanstvo. Ja, aha. Dali so mi žensko podobo. Aha. Dali so mi žensko podobo, ampak oni so bile kot, veš, če šla četrta generacija, še vedno bila ista muza za pesnike, ne? Ja, hotel sem povedati, ne moreš ti zaradi, ti moraš prosperirati in narediti nekaj sebe zaradi tega, ker veš, čutiš, da imaš potencial, da to lahko dosežeš. Ni prav, da ti v bistvu zaradi nekoga drugega ne, prilagajaš se, to pomeni, da se prilagajaš. Ja, in da boš ti zaradi tega nekomu nekaj dokazal. Ti moraš sam sebe dokazati. Ne pa ženska, da se bo začela obnašati lepo ali pa začela hoditi na telovadbo zaradi tega, da bo dobila tega moškega. Ali pa da boš ti začel biti uspešen in dati nekaj nas in se lepo oblačiti zaradi punc, zaradi žensk, ali pa še slabše, zaradi ene ženske. No. Zaradi tega, ker čutiš, koliko imaš enega potencijala, da ga lahko pač izpolniš. In če ga lahko pač to naredi, ne zaradi drugih. Ti najprej izpolni potencial, se boš že pol ukvarjal s puncami. Ka pol ne bo problem. Ampak ja, in obratno seveda. Grki so podobno verjeli, da ideje pač pridejo, ne? Iz življenja, od muze, od vesolja, kakorkoli. In so tudi na podoben način razmišljali. Ideja, ker imaš, ne? Ker te pride. Ne? Ja, ampak iz izkušenj, iz življenja. Ja, samo mogoče počasi ni nujno, ne? Moj primer, ne, mogoče iz razmišljanja, ja, ok. Ja, ampak moj primer, ko se je zgodila prometna nesreča, ne, kapiraš, ne? Ja, to ni bilo iz znanja. Ne, ni bilo, ne, ampak je bilo iz izkušnje, življenjske izkušnje je bilo to. To je bila življenjska izkušnja, ampak se je zgodila, ok, se strinjam, da sem znal izkoristiti življenjsko izkušnjo, da sem jo transformiral na oder, ne? Kapiraš? V tem trenutku sem že imel dovolj izkušnje, da sem bil tek, jaz ker vidim, ne? Ampak zgodila se je totalno unikatna situacija, ne? Ja, to še nisem slišal, the best. Ki je bila tako ono, ko narisano je bilo, kot da bi risanko gledal, kot da bi gledal South Park je bilo. A res, ja, American Dad, ne. Čak, ta Family Guy? Family Guy. Family Guy. To bi... Pardon, to bi spadalo Family Guy. Nekaj to je. Ja, the best. Ja. Jaz sem časih res začel študirati politik, a to ker so ideje in vsak je lahko antena za njo, ampak naj vsi dobijo. Ali pa naj vsi sprejmejo. Aha, razumem. A lahko dajem repliko, stari? Jo.
Bing, 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 bing. Je manjkalo. Ja. Kaj enkrat, tudi, ko si še zelo mlad, pa nimaš toliko izkušenj, kaj enkrat razumeš, kaj ti domišljija lahko vse naredi. Tudi, če nimaš izkušenj, ti si lahko izkušnje zamisliš, ti si jih lahko izmisliš. Ti si jih lahko narišeš v svojem mozgu, mislim pač v svojem umu in si narišeš situacije in iz teh situacij nastajajo nove situacije in iz teh novih situacij, iz novih situacij lahko izhajajo novi občutki, ki si jih ti zmislil, če imaš dobro domišljijo. In ti si lahko 16 let in delaš in razmišljaš in imaš domišljijo tako, kot da si 35 let in si že vse doživel. Jaz vem, da marsikera punca recimo že pri zelo, zelo zgodnjih letih si domišlja, da se bo poročila s tem pa tem fantom, takrat pa takrat, tam pa tam. In da imata že otroka. S tem pa tem fantom, pa tega fanta v bistvu sploh še ne pozna osebno, ampak je pač iz B razreda. Ampak ona ima že toliko močno domišljijo, da recimo si predstavlja njega v beli obleki ali pa v poročni pač obleki, v tej pa tej cerkvi, v tistem pa tistem kraju in kako ta pa ta otrok, ki je njegov in njen zgleda in kako se obnaša. Temu se reče domišljija. Ja. Ja, ampak spet ona prije domišlja iz ideje, ki spet ne veš, ki je ona dobila. Kapiraš? Ja, mogla je nekje dobiti. Mogla je nekje dobiti. Jaz mislim, da od očija pa mamice ali pa nekje iz okolja. Romantična komedija, kakorkoli. Ja. Ampak ideja za komad, ne vem, November Rain. Okay. Odkot ti prišla? Po moje se je mogel enkrat nekomu zgoditi November Rain, ali si je pa mogel to v bistvu zamisliti, kako bi bilo. Mogoče pa živi v Nevadi in tam, ker niso videli novembra še v lifeu. Ok. Se veš, kaj mislim, ne? Ja. Kaj pa, da malo preskočimo temo, kaj pa, veš tu pa, ko imamo mi ful prednost stand-up komiki, ko si ful zagret za delo, takrat greš in takrat gre po tvoje. V bendu je to drugače. Ker je skupek vsega. Lahko sam pišeš, seveda, ampak vseeno na nekem nivoju mora tvoj basist čutiti svojo bas linijo in komad, da mu paše jo špilati na odru, kar se potem odraža tudi, kak je posneto, kak je zašpilano, kak se publika odziva na to. Tako da, kak zbiraš svoje band memberje? Kaj ti je mogoče pomembno, da greš nekom v tak tesen kontakt? To je dejansko tesen kontakt, to sploh ni vprašanje. To je, bom rekel, intimen kontakt. In bi rekel, da je najbolj pomemben je to, da te ljudje, s katerimi pač delaš, da čutijo, da spoznajo, da si ti toliko kompetenten za to, da si vodja, da vidijo, da imaš toliko znanja o teh stvarih, da si lahko vodja, da imaš tudi dovolj avtoritete, da te ubogajo, da narediš tako, kot oni rečejo, ker bo to najbolj za skupino. Oziroma za skupni zvok. Spravi ti sledijo. Ja, ampak jaz sem zelo odprt za konstruktivne pripombe, kritike, predloge. In če začutim, da ima nekdo od njih bolj prav, kot jaz pri kakšni stvari, jaz to seveda upoštevam. Brez težav. Ampak oni morajo razumeti, da imam jaz dovolj kompetence za to, kar počnem, da si lahko dovolim, da moj ego ne obvelja, ampak obvelja tisto, kar je bolj za bend, če me zastopaš. Zaupati morajo. Ja, zaupati morajo. Zaupati morajo, da si dovolj kompetenten in da če slučajno boš kaj spregledal in bo on ali ona imela boljšo idejo, da se bo to upoštevalo. Ja, da ne bom zdaj svojega ego tafuru, ne bo tako, ampak tako, ker sem jaz rekel, kljub temu, da je to slabše. Torej, tega se ne bom šel. Vodja. Ja, na nek način, ja. Ok, kaj pa bendi, ko skupaj pišejo? To je pa ful dobro vprašanje, ki mi ga v bistvu še nobenih zastavil, razen, imela sva debato z Bobnarjem, kakšno leto nazaj, je rekel, ok, ti si Omar, ti si to.
zdaj je pa tako, ne? A si ti kdaj dejansko delal z bendom? Sem rekel, da ne. V lifeu ni bilo tako, da bi jaz še s kom pisal muziko. V bistvu se mi zdi na nek način, da imam, ok, to se lahko sliši ful pokroviteljsko, pa ful narobe, ampak meni se zdi, da imam jaz tako močno identiteto v tem, kar jaz počnem, da ni dosti enakih, kot sem jaz. Tako, jaz ne moreš me primerjati z nobenim drugim izvajalcem, če me razumeš, ne? Tako, kot recimo za moje pojme Siddharta, ok, slišiš vplive, ne vem, Metalike, Rammstein, mogoče še kakšnega 3., 4., 5. benda, ampak stari, to je Siddharta. Tako ne zveni noben drug bend na svetu. Za moje pojme, ne? A veš, in zelo, zelo malo takih izvajalcev, v to se spreminjajo v tem trenutku tudi Joker Out. Recimo. Tudi mi dva, na primer. Recimo, to bi jaz bolj rekel, da je manj significant, v smislu, bolj bi lahko vlekel usporednice pri midva ali pa Dande s kakšnim drugim bendom, ampak še zmeraj so to v bistvu zelo unikatne stvari. Siddharta je pa nekaj stari, kar za moje pojme ne zveni kot nič drugega. In jaz si bom kar dal pohvalil sam sebi in si rekel, da je mene zelo težko primerjati še z nekim izvajalcem, da bi rekel, iz tam izhajaš. Jaz sem se ogromno naučil od Queenov, ogromno sem se naučil od Michaela Jacksona, ogromno sem se naučil od Beatlov, ogromno sem se naučil od Abbe. Od Abbe, verjemi mi. Tako ful. Nisem to prvi čujem, da. Ja. Ogromno sem se naučil od Green Day, recimo, ne, od Green Day benda. In zdaj ti govorim neko tako hecno kombinacijo. Michael Jackson, Beatles, Abba, Green Day, Queen, kva je to za en skupek? Ampak stari, to je nek skupek, v bistvu da nekaj, kar sem jaz. Ja, že. Itak. Entertainment, ampak hočem reči, da je v bistvu to neka taka hecna kombinacija, ki je v bistvu dala ven to, kar sem na koncu nekako jaz rato. Zdaj mi pa ti poveš še 5 izvajalcev, ki bojo rekli vseh 5 idolov, ko sem ti zdaj povedal. Ponavadi tisti, ki imajo radi Beatle, imajo radi tudi Rolling Stones, recimo. Pa mogoče bolj iz tiste smeri izhajajo. Ali pa nekdo, ki ima rad Michaela Jacksona, ima rad tudi Tina Turner, ali pa Madonna, ali pa Jackson 5, ali pa nekaj v to smer. Nekdo, ki ima rad Green Day, je bo šel iz Green Dayov, pa iz ne vem, Millencolin, pa mogoče Rancid, pa NoFX, bolj v to smer. Jaz imam pa vse mogoče zvrsti nekako zmiksane, pa sem šel čisto neko svojo smer. Za moje pojme, jaz tako sebe vidim. Nočem se, to ni nekaj, kaj je? Samovšečnega? Ne, to se mi ne zdi nič samovšečnega, ampak se mi zdi, da dejansko jaz sem malo drugačen. Ne moreš ti meni reči, da sem jaz tako kot Robbie Williams. Ali pa da sem tako kot Green Day. Ja, ne gre. Veš, kaj ti hočem reči? Malo drugačen v svoji osnovi, ne? Ampak lahko pa rečeš za marsikjer bend, za veliko večino bendov, tole pa izhaja iz tam. No, za mene to ne moreš reči. Če se prilagajaš. Se pravi, da izmisliš, mojim idolom je uspelo. Ali pa če ne znaš drugače. Ali pa to. Mislim, da je tako druga. Drugače. Vsak hoče biti sam svoje. Veliko ljudi ne zna. Ker nimajo dovolj znanja. Nimajo občutka. Ajde, recimo. Ampak nekako, mislim, vsi izhajamo iz nekaj se začel poslušati, nekaj ti je bilo cool in potem nekaj navdušilo, ne, bo tak, tole, ne. Ja. Pol, to, kar smo že prej govorili, pa si svoj občutek izklesal in potem si gotovil v bistvu, ok, sem mogoče pa jaz nisem čisto to, kar sem mislil, ko sem začel izklesavati. Greš malo bolj levo, greš malo bolj desno, razumeš? Ja, seveda. Stvari ti ne pašejo, ampak misliš, da ti pašejo. No, temu se potem reče prilagajanje in s tem pride do neiskrenosti. Oziroma pride do prilagajanja zaradi tega, da boš nekako publiki bolj ustrezal, zaradi tega, da boš lahko imel večji komercialni uspeh iz tega, ne? Ja, ne govorim o tem. Govorim o tem, naprimer, da veš, eni imajo pač glas, ki je zelo nežen. Okay. Super za pop, ne? Ali pa za pop rock tudi gre, super, ne? Ampak oni hoče pet metal. Ker so iz nekih otroških vzgibov imeli, jaz moram biti tough, razumeš? Ok, recimo, in on začne tesati, o tem govorim, proti metalu. Pa ne gre, ne? Aha. Pa ne gre, pa ostane. Pa dobiš pol Nightwish.
Pa je tudi nekaj posebenega, ne? Ja, tudi, ampak govorim na primer, ne, da pač, a veš, ne gre nikamor, ne gre tja. Ne najdeš te poti, da si pol najtujiš, da si nekaj posebnega, da zmikseš nek žanr z nekim drugim žanrom, ampak si pa ustvarjen za nekaj drugega, ne. Sem si nisi priznal. Wow, dobra. Globoko Da greš. ti misliš, ti razmišljaš v napačni smeri, zato ker pač imaš eno punco nagledano, ko ji je všeč metal in ti hočeš biti metalec, ti si metalec, si kupiš vse črne cote in ne vem, kaj vse si kupiš in hočeš, ampak nekje zastaneš, ne gre več naprej, ne gre. Ja. Heavy invested, dobro si rekel. Jaz sem to, mislim, se mi je zgodilo, jaz sem imel, ful sem imel rad te renterje, veš, ko se kar neki pizdijo, Stand-up komike. Ja. The best. Ja. In pol sem bil tak, To je meni dobro, to je meni blazno smešen. meni tudi, ja. The best mi je to. Ta sarkazem pa cinizem, stari. Ja, in pol mi je bilo tak, Jo, ja, možno ja. po enem času mi je bilo tak, mislim, ful je glupo, če ne znaš tega delati, pa se sam pizdiš, ne. V sredi tak sem, okej, ne. Ja, razumem, ja. In potem sem šal to v nekaj drugega, ne, v observacije, ker tak, nekaj, ne. Aha, okej. In potem sem prišel nazaj v to, kapiraš. Ampak ne vem, če to končno postaja, ne. Ja, zdaj te razumem, ja. Zdaj, ko za nazaj gledam, vem čisto za vsako stvar, kje sem se prilagajal, pa kje sem v bistvu sam mečken odstopal od svojih stvari. Bom imel, recimo, vse si slišal, to, kar si slišal, je v bistvu nek pop-punk / punk rock / rockabilly / rock and roll. Ne veš čisto točno, kaj to je, ta poseben model, ki sem ti ga pokazal. Ja. Ne veš čisto točno, kaj to je, ampak je pristno. Ja, iskreno, vsaj za moje pojme. Meni je to zelo, bom rekel, nekaj, kar bi pasal meni kot izvajalcu. Nekaj, kar si hotel posneti. Nekaj, kar sem hotel posneti, nekaj, kar se zelo istoveti z mano, z mojim imenom, z mojim vokalom in s tem, kar jaz sem. Ampak to ne pomeni, da bom jaz celo ploščo naredil tako. Jaz bom imel tudi 2 hude balade gor, ali pa celo 3, bom videl. Najbolj pomembno je to, da bo tekst pristen in da bo v bistvu to zelo moja zvočna podoba, ki paše meni kot izvajalcu. Samo to je važno. Mogoče bom naredil tudi kaj, kar je swing ali pa jazz. Ok, ne za to ploščo, ker to bi šlo čez mim. Ampak hočem reči, da bom rekel, rdeča nit se ne postavlja s tempom ali pa z ritmom ali pa s tem, da tolčeš po bobnih. Ampak s statementom. S tem, kaj hočeš povedati. A boš govoril iz življenjskih izkušenj, ali boš govoril iz svojih opazovanj, ali boš govoril iz svojih občutkov, ali boš govoril iz svojih razočaranj, ok, to je občutek. Ali me štekaš, kaj ti govorim? Tukaj se zbira koncept, tukaj je rdeča nit. Kaj boš, pa kaj ne boš. A boš govoril o sebi, a boš govoril o nekih drugih stvarih. Ne vem, mislim, to je zelo težko definirati. No? Se pa strinjamo, tukaj sem pa strinjal s tabo na koncev, pri teh stvarih je pa vse stvar občutka. Da nekak stvari pašejo v svoj koncept, v svojo rdečo nit. No, jaz sem recimo pred kratkim sem izdal super lušen duet s Sašo Lešnjak, moja prijateljica, imenuje se Glas srca. In v tem videospotu mi je nastopil tudi Boris Kavaca, pa Milena Zupančič, pa bila sva tudi na trendingu in imava veliko, tako zelo dober odziv je na ta komad in na ta videospot. Ampak tega videospota recimo jaz ne morem dati na ploščo, ker pač ne paše, enostavno ne paše v koncept. Ne paše, bom rekel, v kontekst. Ne gre skupaj in bom to pašparil za kdaj drugič. Ne? Plošče, to smo se že prej pogovarjali, prej smo začeli snemati plošče, ki res so, ne. Ker res so tako dobre, da lahko poslušaš kar celo. 42 minut, 52 minut, ni važno, ti celo poslušaš, ker ti je ko radio, ko da bi en zmikso najboljše komade skupaj. Točen zate. Ampak so prikaz dela enega benda v enem obdobju. Ja, se strinjam, ja. In zdaj, točno to, kar si ti govoril, na to se hočem navezati, ne? Da ti v bistvu začutiš to špura, po kateri hoče imeti, ne? V tem komadu. Ne?
Občutek. Aha. Občutek. Evo, ta občutek v tem komadu je bil, ne vem, kaj točno je bil, ampak je bil neki poseben. Ne? In sem iz tega greš. Ne? In sem iz tega greš. In iz tega pišeš in potem ne poslušaš ničesar okoli. Razumeš, ne poslušaš, sem tole moram malo bolj milo narediti, tako si govoril prej, ne. Tole moram malo spremeniti, no. Tole je preveč na šarf. In če samo to poslušaš, po mojem rata taka plata, ko je tak sam, ne bo ratala, mislim, ne bo všeč vsem, ne, ampak tistim, ko bo pa tak, Ok, ima svoj smisel to. Misliš, da ima iskrenost do samega sebe in do dela vezo pred tem, da narediš res tak izdelek, ko je res ata na mamo. Ja, sigurno. Za moje meni se zdi ful pomembno, da recimo, jaz sem zmer sem popuščal. Popuščal sem pri producentih, pri studijih, pri založbi, pri PR-ju, pri bendu, pri novinarjih. Skozi sem popuščal, zaradi tega, ker sem hotel zmer narediti vtis, da se z mano pa da delati. Da jaz pa nisem težek karakter. A zato si danes tako kompliciral. Tako. No in v glavnem, na koncu si moram si priznati, jaz sem fucking težek karakter, stari. You cannot match me, stari. Težko ti bo z mano. Sprejmi to ali pa ne delamo skupaj. Ne bo šlo, moja bo obvelala, dio. Ne bo šlo drugače. Sprejemam, kot sem povedal prej. Ne, da sem kreten zdaj, ampak težek karakter, jaz vem, kaj hočem in bom ob tem in se bom tudi tega držal. In ne bom šel po svoje. In če mi nekaj ne bo všeč, mi ne bo všeč in ne bom dal ven. Pa, a veš, ok, če so ti tvoje kritike, pa predlogi, pa pripombe na mestu in so konstruktivne, jih bom z veseljem upošteval. Če se mi pa meni osebno ne bodo zdele. In objektivno, in subjektivno, če se bojo meni zdele in objektivno in subjektivno no go, bo pač to no go. Me razumeš? Ja. Na ta način. To ni težek karakter, v bistvu. Ne? Ja, seveda. Ja. Po eni strani je pač to, kar smo prej govorili, iskrenost. Ne? Ja, itak. Ampak lej, sej pravim, jaz sem sam, fanti, dajte mi predloge, pripombe, pritožbe, kritike, sam dajte mi na mizo. Ampak hočem, da ste konstruktivni in pa v mestu gledal, tam je tudi prav, moj bog, se res, bom vse. Ampak če se me ne bo zdel, pa ne. Ker jaz sem tisti, ki moram za svojimi komadi stati. Jaz sem tisti, ki moram za svojim glasom, za svojim imenom, za svojim obrazom stati. Ne ti. A me štekaš? Ja. Zelo simpel matematika. Izjemno. Zdaj, ko si umeral Kavaco, pa te ljudi, pa duet, je duet z enim lahko tujim, lahko slovenskim glasbenikom, ki bi ga res rad naredil? Wow. Živečim ali neživečim? Ni važno. Itak tam vprašal pol zakaj, tako da bo nekaj zanimivega iz tega nastalo, tako da. Zdajle se mi porajajo trije. A moram samo enega reči? Okay. To še prav, ki bi bil prvi. Sam ga žal ni več med nami. Michael Jackson, žal ga tudi ni, z njim bi naredil duet, stari. Jaz sem ga oboževal, pa vse ga še danes. Freddie Mercury model. Freddie Mercury. Od živečih pa Billy Joe Armstrong, pevec od Green Day. Oja. Veš kaj, po mojem zanimivo, kot glasbeniku reči, jaz nekaj imam, kaj bi ti tu gor dal. Si predstavljaš, jaz imam neko melodijo, pa reči Freddie Mercury, da ti nekaj zapoj. Bi izgledala za tak? Ne. To bi izgledalo tako, da če bi jaz nekaj klical, rekel, jaz že imam melodijo, prideš za 5. Pa je pa on rekel, jaz imam pa nekaj, bi pa mogoče lahko po svoje malo to naredil. Ajde, da slišimo. Ampak stari, če mi ne bo všeč, ne bo šlo. Ne, ampak ok, valjda, če bi bil Freddie Mercury tu, če bi mi prišel predeto mikrofon, bi rekel, ja, super je, stari. A me razumeš, ne? Alles good, ja. Ja, alles good, stari. Freddie, ti samo pjevaj. Malo pretiravam, ampak se veš, kaj mislim, ne? Zakaj to še? Zakaj to še?
so se mi kar malo oči zasvetle. Jaz sem njega spoznal, v bistvu tik preden je umrl. In je name naredil tako dober vtis. Jaz še danes to pa glih oni mogo iti od vseh, ne. Prišel sem na njegov koncert, ki ga je imel v Križankah in sem, dobil sem karte od takrat enih glasbenih sodelavcev, pa sem rekel, ajde grem to pogledat. Sem ga že zasledil prej na televiziji neki. Sem rekel, opa, tole je pa poseben material, to je pa nekaj posebenega, tole pa ne srečaš vsak dan, tole se ne rodi vsak dan. In jaz ga zagledam in potem slišim, da ima on koncert in slišim nešto slovenski komad, ta moja, ki je naredil, ne sem rekel, to je ta tip, ajde grem pogledat. Grem pogledat in potem na koncu, to je bilo glih pa moja Eurosong ali pa kakšno leto potem. Srečamo njega pa njegovo delegacijo na Kongresnem trgu, ko so šli iz Križank proti centru, pa jaz rečem, možno je, da slika. In reče pa kako da ne, brate, brate, pa ga jaz ko pogledam. Pa ga vprašam, koliko se nekdo ne pa sliko. Pa rečem pa, znaš ti, ko sem ja? Srpsko, to je vse znaprej. Pa kako ne bi znal, gledal sem te, mamu jim jevem, šta su ti napravili da te nisi upustili u finale. Pa mogao bi ti da si treći ili četvrti, kako si bio dobar. Ja, jebote bre, pa tako začne čisto polno. Tako malo že srpskim naglaskom, tako zajeban. Se sme preklinjati, ja se ne sme. No in je preklel in žirijo in celo Evropo, zakaj me niso pustili, je rekel, ti bi mogel biti drugi ali treći ali četvrti. Jaz sem vas vesel, kako on meni to razlaga, stari, ne morem vedeti, le me je po rajtu, hudo, ne. Ne sem to, stari, on mene zagra ajde idemo na piče, pa še našega bobnarja in gremo mi na pijačo, jaz pa on pa bobnar. Stari, mi trije smo pričali 1 uro pa pol tam na nekih viski kolah, to vse on plačeval, ki je zvedel, kdo jaz sem, pa tako. Poga, če se ne par mesecev je pač doživel nesrečo, ne. In mene je takrat tako prijetno presenetil in tako dober vtis name naredil in poleg tega je imel pač nadnaravne glasovne sposobnosti. In mislim, da sem si že takrat zamišljal, koliko bi bilo dobro, če bi jaz s tem tipom kdaj naredil duet, ne. Pol je pa odšel, ne. To je bil, zaradi tega je recimo en od teh ljudi, s katerimi bi naredil duet.